tem, kako bom jaz v bistvu svoje sinove, kaj jim bom predal, kaj je moja zapuščina mojim fantom. In ta knjiga oziroma nasploh ta filozofija, se mi zdi, da ima kar nekaj dobrih odgovorov. Najprej to, da v resnici, če zdaj izvzamem Boga, me ne bo noben drug rešil. Se pravi, da kakršnokoli postavljanje sebe v vlogo žrtve ali žrtve svojih lastnih odločitev ali svoje žene ali situacije, v kateri sem se znašel ali strank v službi ali česarkoli, kakršnokoli postavljanje v to vlogo je za moškega zelo škodljivo. Zgraditi si eno čustveno odpornost in to je pa mogoče predvsem, ko res globlje začneš doživljati, da imaš od Boga dano dostojanstvo, samo zato, ker si. Moraš ratati neodvisen od kakršnekoli potrditve od svoje žene, ker žena te ne more nikoli potrditi. Lahko ti daje potrditve, ampak potrditi te pa ne more. In ja, ta čustvena odpornost, ker to potem na vse vpliva. Ker takoj, ko jaz nisem več defenziven, ko se ne maščujem več, ko v bistvu vse te stvari nekako odpadejo, potem se lahko v resnici začnem spraševati, kam hočem peljati svojo družino v tem življenju. Ena stvar, ki vedno pravim, je, postani neužaljiv, za vsakega moškega. Postani neužaljiv. Ena stvar v resnici te ne sme užaliti. Če ljudje začutijo, da si zamrljiv, če tvoja žena začuti, to je taka šibkost. To je toliko težko se zanesti na človeka, ki je zamrljiv. Nikoli ne veš, kaj bo. In Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novi epizodi oddaje Reflektor. Kakšna je razlika med fantom in moškim? Mogoče nam bo delček te uganke danes pomagal razrešiti moj današnji gost, Nejc Škoberne. Lepo pozdravljen. Živijo. Nejc je družinski oče, poročen, ima 5 fantov, tako da nekaj gotovo tudi iz prakse ve. Je pa tudi v zadnjem letu pobudnik in urednik in glavni prevajalec knjige Pot mladeničev z dekleti. Boš potem malo razložil, Nejc, kako ste prišli do tega, da ste se odločili prevesti, ampak gotovo knjiga, ki odgovarja na to vprašanje pravzaprav, kaj v današnjem svetu pomeni biti moški, kako biti postavljen, kako voditi stvari, zato da smo nekako v harmoniji s tem, kot si je Bog zamislil, če se tako izrazim. Pa daj mi najprej kar povej, kakšna je bila tvoja pot do te knjige? Ali pa če se tako izrazim, kaj je bilo tisto, kar se ti je zdelo tako revolucionarno drugačnega v tem, kar avtor pravi, da si rekel, tole bi pa želel, da spozna širši krog ljudi? Ja, super vprašanje. Jaz sem lani se udeležil enega procesa, osebne rasti, kako v bistvu postati še mogoče malo bolj moški, kot sem. In v okviru tega procesa sem bil povabljen, da sem prebral osnutek te knjige v angleščini, ker to pač ta, ki to organizira, je tudi to knjigo napisal. In jaz sem takoj videl po prvem poglavju, to moram prevesti, če drugega ne, vsaj za svoje otroke. Zakaj? Zato, ker se mi zdi not ena taka nova perspektiva, predvsem moškega, ki prevzema odgovornost za svoje življenje. To je po mojem stvar, ki je najbolj zanimiva oziroma tudi mogoče malo drugačna od tega, kar vidim, kako mi moški ponavadi funkcioniramo doma, v osebnem življenju, v družbi in tako. To je prva stvar. Druga stvar pa čisto, kako biti moški z žensko, kako biti v odnosu, kako ohranjati hkrati pristen stik z punco, ženo, kako pa tudi ohranjati ta naboj, to polarnost med spoloma, da se ohranja privlačnost med nama in da ne postaneva samo cimbra partnerja v tem smislu.
marsikdo bi verjetno rekel, glede na to, da imaš 5 otrok, najbrž je lepo število zakonskih let tudi za seboj. A je to res potrebno? Torej, očitno nekaj deluje v vaši družini, ampak Ja, sigurno je pač 19 let, bova zdaj poročena. In ja, imava 5 fantov. Ampak vseeno se je prikradlo, čeprav sva kar veliko vlagala v najin zakon, v rast, pač se zelo zavedava že od vedno, da je treba delati na zakonu. Bila udeležena v marsikaterem programu, tako kot organizatorja, kot udeleženca. Ampak še vedno so se prikradle določeni vzorci v najin odnos, ki niso bili dobri, ki niso nama pomagali, da bi v resnici nekako v polnosti zaživela najin zakon. In jaz čisto iskreno sem po teh 19, oziroma to je bilo pač lani ali pa še malo prej, no, skoraj 18 letih takrat, že malo začel razmišljati, a pa je res to, a lahko sploh še karkoli midva naprej zrasteva, ali se bova še kar kregala za kakšne stvari, pa pregovarjala, pa tako ni bilo katastrofe, ampak bilo je pa kar nekaj teh konfliktov, no, ko zdaj gledam nazaj čist, brez potrebe. To pa potem, kako bom jaz v bistvu svoje sinove, kaj jim bom predal, kaj je moja zapuščina mojim fantom. In ta knjiga oziroma nasploh ta filozofija, no, se mi zdi, da ima kar nekaj dobrih odgovorov na to. Zdaj, mogoče si bo kdo predstavljal po tem, kar si zdajle razlagal, da je to neka knjiga, kjer so neki enostavni napotki za samopomoč, da tako rečeva, odgovor, imam ta problem v zakonu, vprašanje, odgovor, pa ni čistko, a ne? Na kakšen način se ti zdi, da ta knjiga je tebi osebno odgovorila na te problemčke ali pa zakonske konflikte oziroma na tisto, kar si mogoče v zakonu še pogrešal, ali pa v kakšnem smislu ti je knjiga dala predlog za nadgradnjo? Najprej to, da v resnici, če zdaj izvzamem Boga, me ne bo noben drug rešil. Se pravi, da kakršnokoli postavljanje sebe v vlogo žrtve, ali žrtve svojih lastnih odločitev, ali svoje žene, ali situacije, v kateri sem se znašel, ali strank v službi, ali česarkoli, kakršnokoli postavljanje v to vlogo, je za moškega zelo škodljivo in problematično in praktično uničujoče. In se v bistvu najprej odpovedati tem privilegijem žrtve, ker v resnici biti žrtev ima tudi določene privilegije, ker ti ni treba kakšnih stvari narediti, ni treba se s čim ukvarjati, ker itak saj ne morem nič narediti. Se pravi, izstopiti v bistvu iz tega načina razmišljanja in prevzeti popolno odgovornost za svojo lastno rast, za vodenje samega sebe, za to, kako se odzivam, da nisem sem nekako slučajno, a ne, da se mi čustva da se mi stvari sem dogajajo, ampak da sem dejansko aktiven akter v svojem življenju, pa potem v odnosu. Spet, da v resnici je od mene odvisno, kako kako si bom stvari postavil. In to ima hkrati dva vidika. En je, da na nek način je malo zastrašujoče, čakaj, se pravi, sem jaz za to odgovoren, ne? V bistvu je od mene odvisno, se pravi, če jaz ne bom noben, a ne? Po drugi strani ti da pa kar naenkrat eno super moč, se pravi, lahko kaj naredim. Sem poklican za to, da kaj naredim za vse, karkoli se dogaja doma, pod mojo streho, v mojem delovnem okolju. Tako da to je v bistvu največja ta sprememba. In obstaja tudi ena dobra knjiga v angleščini, Extreme Ownership, popolno lastništvo, ki v bistvu govori o tem, kako je s tem v bistvu v vojski. En ta Tulen, ameriški specialni vojak, govori o tem in kako potem to mentaliteto prenaša v druga področja življenja. In ko enkrat na ta način v bistvu začneš razmišljati, pol moja prva največja izkušnja je, pol se nisva več kregala z ženo, zato ker v bistvu karkoli mi je ona pojamrala, ali pa mi pojamra, ali pa se pritožuje, ali pa mi očita, ali pa
je v bistvu vedno razmislek, ok, pa poglejmo, kaj je zdaj od tega res. To je v bistvu tako, ker tudi če sem, jaz pač imam firme svoje, ne, tudi če sem v službi, ko mi je en zaposlen, neki pač se pritožuje ali karkoli, ni moja reakcija, da mu jaz začnem nazaj težiti, ne, ampak se vedno vprašam, ok, ne, pač jaz sem direktor, jaz sem odgovoren za vse, kar se tukaj dogaja, se pravi, vse, kar od tukaj, od drugih ljudi pride do mene, moram v bistvu konstruktivno obravnavati. To ne pomeni, da je vse točno tako, kot je izrečeno, ampak da verjetno pa, sploh če gre za neka negativna čustva, recimo strani moje žene, da je v tem neka resnica, oziroma da nekaj ne štima. Zdaj, kaj ne štima točno, je moja naloga, da pogruntam, najboljš tako, da jo sprašujem stvari, pa rečem, daj, vidim, tle nekaj ne štima, čisto možno, da sem jaz zafrknil, daj mi povej več, kaj točno je problem, ne? In to v bistvu je zanimivo, kako prvič povzroči, da se moja žena počuti slišano in upoštevano in se ni treba pol zaradi tega še ful bolj razburjati, ker včasih so imela ful te dinamike, ne? Da sem se jaz takoj postavil v obrambno držo in začel tudi njo, kaj pa ti, kaj pa tako, ne? In v bistvu vsakršna taka dinamika je popolnoma, zdaj, ko gledam za nazaj, neproduktivna. In to je v resnici dobro vodenje, po mojem, ne? Se pravi, da nekako te konflikti zbledijo, oziroma da izgubijo svojo moč, še preden se dobro začnejo. Že s tem, ko se jih upaš pravzaprav sploh pogledati v oči, pa nasloviti, ne? Tako. In tega pa ne moreš, dokler v resnici nimaš ti postavljenega, to tudi govorimo v knjigi, se pravi, enega svojega okvira. Kaj je zdaj ta moj okvir, ki ga gradim nekako s svojim življenjem, in ko sem fant, tega praktično še nimam, ne. To v bistvu dejansko je nekaj, kar zgradim s svojim življenjem. To je v bistvu nek skupek mojih ciljev, mojih vrednot, tega, kar v resnici verjamem in mi je pomembno in želim doseči v življenju, in v kar bi rad povabil določene ljudi, svojo ženo primarno, svojo družino nasploh. In seveda ta stvar se skozi čas spreminja, ne? Lahko tudi se odločim, da bom eno stvar, ki trenutno ni v tem mojem okviru, pa se mi zazdi, da ima žena dober predlog, pa jaz rečem, to je pa res enkrat lahko šli okrog sveta, recimo, ne? Pa še nikoli prej nisem imel tega načrta, ne? Ampak važno je, da je pa moj, ne? In v bistvu vsakeč, ko postanemo defenzivni, v bistvu zapustimo svoj okvir. Ali pa vsakeč, ko naredimo nekaj sem zato, da pač se nekaj ne bo nekdo nekaj mislil o nas, ne, to tudi zapustimo svoj okvir. In v bistvu nismo trdni v lastnem prepričanju. In to se nam vsem ves čas dogaja, ne, da malo se ta okvir včasih malo zamaja in je to tudi normalno, ampak pomembno pa dobro pa je, da uspemo to doseči, da čim več časa ta okvir močno drži, ker naše žene ga tudi preizkušajo in sploh to se začne že, ko so fant pa punca. Ženske imate, mislim, da čisto biološko to danost, da ste poklicane k tem, da preverjate, koliko trdno je tisto, na kar je mogoče lepo pa prijetno, da se lahko tudi naslonite kdaj, ko je težko, ne. In če ni trdno, pol se ne moreš nasloniti, ne. Tako da v bistvu dostikrat gre v bistvu čisto za take nezavedne preizkuse, in tle je res zelo pomembno, da se mi moški naučimo, da tej preizkusi niso nič slabega, da ni moja žena žleht, in da se v bistvu naučimo tudi dobro odzivati na to, ne. Se pravi, da ponavadi s humorjem, to v bistvu vse razblini, to težo teh občutkov, in povzroči v bistvu eno to tako polarno dinamiko, ker potem ona začuti, se pravi, ni ga to zdaj razsul, ampak je v resnici ostal trden tam, se pravi, je ta prav dec. Všeč, ja, tako. Si uporabil dober izraz, ja, ta prav dec. Tak pogovorni, a ne. Torej, ja, mi je prišlo na misel, zdaj, ko si razlagal, pravzaprav ta premik verjetno iz neke pasivnosti v aktivnost, ki se mi zdi, da je tudi v knjigi zelo poudarjeno, a ne, da moški je poklican, tudi če svetopisemske like pogledava ali pa kakorkoli, nekako, kaj je namen moškega, je ta aktivnost,
virilnost je pravzaprav v knjigi napisan kot izraz. Mogoče, če malo razložiš to, kaj je virilnost in kako lahko to mlad fant prepozna, mogoče po moški srednjih let ali pa v poznejših letih. Kaj je ta virilnost za moškega? Čist GIF, avtor knjige, jo definiral kot hrepenenje, najgloblje hrepenenje moškega po spolnosti, po osvajanju in v bistvu potem, da nekaj narediš s svojim življenjem. Ne? In zakaj smo zbrali virilnost? Zato, ker pač v angleščini bolj virility, v slovenščini bi imeli kvečjo moškost, možatost, pa se nam je zdelo, da te dve besede imata mogoče še dodatne prizvoke pomene in da je mogoče lahko si kar nova beseda tle, oziroma saj obstaja, ampak ni toliko uporabljena. Sprav, v resnici mi imamo od Boga dano, urojeno eno res neznansko moč, ki se pogosto kaže prav v spolni moči. Ne? In kar se nam pogosto zgodi sploh v krščanskih krogih je to, da to potlačimo. In da pač to nekako dol tiščimo, ker itak, zdaj bom parafraziral, sej moja žena si pa ne želi toliko, pa jaz v bistvu, če bi to hotel res toliko dobro pa močno živeti, kakor bi si želel, pol to sploh ne bi šlo, pa v resnici sej boljš, če se kar pač posvetim tistemu, kar pač znam, kar zmorem. In v bistvu se nekako zabubiš v eno okolje, ki ti je ugodno in v bistvu ne tvegaš več. To je dosti povedano tudi s tem, da ne tvegaš več. Ker se bojiš, da kadarkoli boš tvegal, boš se opekel in to bo vplivalo na tvojo samopodobo in na to, kako te drugi vidijo in tako naprej. In to so v bistvu vse take nekako pasti, v katero se lahko ujamemo, kadar ne se odločimo živeti v polnosti svojo moškost, kot bi jo lahko. In vsi imamo to noter, vprašanje pa je, a bomo to razvili, a bomo to usmerili v pozitivno. Včasih se zgodi, da se to usmeri tudi v negativno, v pogubo sebe in drugih. In naloga v bistvu nas očetov je, da to pomagamo fantom zelo ustrezno kanalizirati in jim pokazati, kako to živeti. Torej bi lahko rekla, da sem spada tudi ta, že pri majhnih fantkih vidimo ta želja po nenehnem gibanju, včasih tudi po neki agresiji, v tem smislu, da se radi malo tepejo, malo prerivajo, malo boksajo. To verjetno vse izhaja iz moške narave in je narobe, da bi pričakovali od fantov, majhnih fantkov, starejših fantov, da so v tem smislu podobni ženskam oziroma da enako reagirajo, se enako obnašajo kot one. To se mi zdi, tudi v šoli včasih se mogoče premalo razume to, da nekako narava moškega je malo drugačna oziroma ima neko to moč, malo agresije zraven, malo tega želje po usvajanju, česarkoli, ali dame, ali situacije, ali neke malo nevarnosti, malo adrenalina. Prvič nevarnosti, ker s tem v bistvu iščeš meje svojega telesa, svoje moči, ker v resnici ti moraš dobiti občutek, da si lahko nevaren, kadar je to potrebno. In da se ti odločiš, da ne boš nevaren ljudem, ki si te nevarnosti ne zaslužijo. Da pa si sposoben biti nevaren tistim, ki si to zaslužijo, pač, da lahko zaščitiš druge. To je ena stvar. Drugo je tekmovalnost. V resnici včasih se mi zdi, da se kar na to tekmovalnost gleda kot na neki tacka, v bistvu na nek greh, nekaj slabega. Ampak v resnici to je motivacija, to je zelo dober vir motivacije, lahko, če spet se ne tlele potem gre v krpanje nekih ran v smislu samopodobe pa dostojanstva, da tega v bistvu sicer ne čutiš in da moraš zaradi tega kompenzirati s tem, ampak sicer se mi zdi pa v bistvu, da je to dober motivator, kako se aktivirati, kako nekaj narediti v življenju. Tretja stvar je mogoče drznost, se pravi niti ne se pravi v tem fizičnem svetu, ampak čisto ta, včasih doma rečemo mulcev, kako si pa ti predrzen. In to včasih žena ima kar zanimivo razliko v pogledih, meni se zdi kar malo včasih fajn. Če ta, se pravi, nepohlevnost, se pravi, ne tako, da v bistvu, kadar se ob neki trčiš, da ti je prva misel, se pravi, tako je to, tega se ne da, ali pa, to je pač tako rekel, to ne bomo, Ampak da v bistvu vedno razmišljaš, kaj jaz mislim, da je dobro, prav, kaj želim,
In v tem skladu to tudi iti iskat, pa to v bistvu probati najti. Nasploh ta ideja, da možje nasploh v življenju nam je v resnici, če vzamemo mladost, nam je pol redko kdaj so stvari dane. V resnici moramo mi to vzeti. Pa ne na grd način, ampak na aktiv način. Se pravi, moramo biti aktivni zato, da kaj se zgodi v življenju. V začetku pogovora si omenil recimo okvir, potem tudi vodenje, oziroma jaz to razumem v smislu neke tudi avtoritete, ki naj bi si jo moški vzel. Mi boš to malo razložil, pa bom malo provokativno vprašanje zastavila. V današnjem času se ogromno govori o toksični moškosti, o tem, kako včasih se mi zdi, kar se krivično moške napada, kot da ne bi smeli več ne mu reči, ženske niti pogledati in tako naprej. Ampak recimo, da se tukaj probava izogniti te pasti neke šovinistične drže mogoče. Kje je razlika med tem, kar se pod pojmom toksična moškost moškim očita, in kje je razlika med tem, kot pa ti vidiš, da je zdrava avtoritativna oziroma vodstvena drža moškega? Ja, jaz bi rekel, da je ravno to razlika med avtoriteto in vodenjem. Avtoriteta je v bistvu nekaj, kar ti, pač ideja, da ti vloga vodje pripada zaradi tvojega spola ali česarkoli, pozicije, statusa. In v resnici mislim, da včasih je bilo tega bilo ogromno. Se pravi, tako, če pogledamo v zgodovini, je moškemu to pripadalo in si je lahko vzel na silo to, tudi če si ni zaslužil. Tudi če je bil slab vodja, pač njega je treba ubogati, tako je moški. To je po mojem v resnici zgrešeno, ker po mojem je v naravi naših spolov to, da mi, pa ne samo ženske, ampak tudi moški v bistvu želimo slediti drugim, ki so dobri vodje, ki jim zaupamo, ki imamo občutek, da bojo za nas poskrbeli. To je pač zelo taka človeška lastnost. In kar se mi zdi, da je potem se zgodilo skozi čas, je bil odziv negativen verjetno že spolno revolucijo, potem kasneje pač cel ta porast feminizma, v bistvu odziv, ne, vam to ne pripada. In to v resnici se mi zdi smiselno, dobro, da se je to zgodilo. Se mi zdi, da je pa potem zanihal čisto v eno drugo smer, ker je potem to sabo potegnilo tudi to, da so se v bistvu te lastnosti moških, ki pa so v resnici dobre, začeli na njih gledati, da so vse slabe. Lito tekmovalnost, pa take stvari. Tako da, ali pa pač fizična moč, v bistvu, da dober moški je v bistvu šibek moški. To je zelo, zelo problematično. Tako da, tukaj se je potem na ta feminizem nacepilo potem ta spet odziv, in tega je v resnici še kar precej med mladimi. To so ta Nick Fuentes v Ameriki, pa Andrew Tate, pa te v bistvu influencerji, ki pa v resnici predstavljajo, bi rekel, neko toksično moškost. V tem smislu uporabiti moške lastnosti nezaslužene drugim, ampak samo za lastno korist in tudi na račun drugih. In tukaj je pač celo to red pill gibanje, pa pick-up artists, in tako naprej in tako nazaj. Tega pač ogromno na internetu, sploh, te so razne te skupine se ustvarjajo. In na drugi strani potem imamo pa še vedno ta naš nekako, bi rekel, krščanski svet moških, bi rekel, včasih malo kastriran, sploh v kakšnih primestnih pa mestnih okoljih, kjer pa potem nimamo več tega zavedanja, poguma, da v resnici smo poklicani za več. In se mi zdi, da ta knjiga nekako ravno vmes krmari med tem, kako biti še vedno, kako v bistvu biti odgovoren za sebe in za druge, kako poskrbeti za druge, služiti drugim, hkrati pa tudi slediti to, kar si jaz želim, pa jaz hočem doseči v življenju, in upoštevati v bistvu te
naravne razlike med spoloma, ne, to polarnost, kaj so moja hrepenenja, kaj so hrepenenja moje žene. Tako da tle vmes, po mojem, zelo spretna ta knjiga krmari. No. V knjigi se pojavi tak se mi zdi zanimiva primerjava odnosa mož-žena na tak način, da jo avtor opiše kot recimo odnos med kapitanom na ladji pa prvim častnikom, oziroma da, ne, pravi, mož naj bi bil kapitan, žena pa ima vlogo prve častnice, se pravi, in se mi zdi zelo lepo razložen, kaj zdaj enemu in drugemu pripada. Ampak kaj sem se jaz vprašala, ko sem to brala, ali so vse ženske dejansko pripravljene prevzeti vlogo prve častnice? Dan današnji pa mi na misel prihajajo kakšne ženske, ki bi rekle, ne, jaz hočem biti kapitanka, zakaj bi možu pustila, da bo on našo ladjo vodil? Torej, kakšna se ti zdi, da mora biti tudi v ženski neka danost oziroma nagnjenost k temu, da bo sprejela to, k čemur kliče recimo ta knjiga ali pa ta filozofija? Ja, to je super vprašanje. Jaz sem tudi Gifa enkrat, ko sem bil še lani na tem programu njegovim, vprašal, zdaj vem približno, kaj pomeni biti moški, zaščitnik drugih, človek, ki tvega in tako naprej. Ne? Pa sem vprašal, kaj pa ženske? Ne? Kaj je pa njihova vloga, naloga, karkoli? Pa spet, ko o tem govorim, tako za moške kot za ženske, je spet nevarnost, da se pač zdaj zapletemo v to, da karkoli zdaj tle opišem, da mora to veljati vedno za vse enako in tako. Ne? Pač, ko se o tem pogovarjamo, se pogovarjamo na nivoju povprečij in vedno bosta v nekem odnosu, v nekaterih stvareh lahko bova štrlela ven iz teh povprečij. Jaz bi rekel, da tako, da v resnici za moškega ni produktivno, da imamo kakršnakoli pričakovanja glede svojih žen. Se pravi, kaj bi ona morala. Ona bi pa morala zdaj to sprejeti, ona bi pa morala meni pustiti več prostora, da se izrazi. V bistvu, ko se enkrat odvežem od tega, kar bi ona morala, in jaz enostavno živim tako, kot jaz mislim, da je potrebno, potem je po mojem za veliko večino odnosov in žensk, tako da se to samo uredi. Se pravi, da ženska vidi, to pa zdaj ni več s katerim, ki bo pač čakal mene, da se karkoli naredi, ali pa mene sem spraševal, kakor otrok, ali pa bo užaljen, ko ga zavrnem v spolnosti, pa potem mi bo to očital. Vse te stvari so v bistvu neproduktivne in to, kar te postavlja v pozicijo nekoga, ki ne vodi. Če se pa ti temu odpoveš in enostavno začneš drugače živeti in se obnašati in dobiš zase in za svoje življenje in za življenje svoje družine višje standarde, kot jih ima tvoja žena, potem bo žena avtomatsko začela tebe bolj upoštevati, ti bo bolj zaupala, se ti bo lažje ugnezdila v tvojem okviru, sprejemala. Tudi če ima take, bi rekel, feministične tendence, ne? Ker jaz mislim, da v resnici tudi moja žena malo tega ima, tudi je pač malo bolj trmasta in je dostikrat v bistvu bila ta dinamika, da pač ne stvari morajo biti tako, kakor se je ona zamislila. Ne? In neproduktivno je zdaj, da jaz se tle neki bockam in borim in kakorkoli. Ne? In včasih je pa vprašanje, se pravi, kaj to pomeni glede vodenja? Se pravi, zdaj, kar moški reče, potem ženska mora tle ubogati. Jaz pravim, da ne. Ne. To bi potem kazalo na to, da mi to pripada. Ne, če ona misli, da mi ne more ali noče slediti, pa je to v menem problem. Pa je moje vodenje problem. Pač očitno nisem dosti dobro vodil, ne razmišljam dovolj globoko ali pa dovolj naprej ali pa pametno. Ne? In to pri sebi vidim ves čas, da pač enostavno se ne potrudim dovolj, pa bi se lahko za marsikdaj. In še vedno kakšna stvar mi zleti in včasih, in zdaj je ful zanimivo, ker pač se o teh stvareh veliko pogovarjava in zadnjič je bila ena taka stvar, ki sem res čist po neumnosti, tako šlampasto sem eno stvar organiziral in je potem rekla, čekaj, zdaj ti mene testiraš, koliko jaz lahko slabo vodenje še prenašam. Tako da,
tako, no, jaz bi rekel, da je to zelo tako naravno in da v bistvu moški nas je sploh ne ukvarja s tem, kaj bi ona morala, ampak poskrbi za to, da bo on živel to, kar je poklican in tega, kar je najbolj izkoristil ves svoj potencial. Se mi zdi v knjigi lepo napisano oziroma razložen celo, da ženske, čeprav nekatere si mislijo, da bi one morale biti voditeljice oziroma tako, da v bistvu je to na nek način žensko s tem po krivici obremeniš za nekaj, za kar v bistvu gre nje ogromno energije. A ne? Tukaj je recimo en odlomek, ki piše: mnoge ženske v razmerjih na koncu prevzamejo vlogo kapitana, vendar bi bile raje prvi častnik. Želijo imeti občutek, da so njihove skrbi in ideje slišane, vendar jim na splošno ni všeč, da je pritisk sprejemanja pravih odločitev vedno na njihovih ramenih. A ne? Dokler mora sprejemati vse odločitve in poskrbeti za vse načrtovanje, ne more biti ženstvena. Tukaj se mi zdi super v bistvu podano to bistvo. Ni to v bistvu v ženski se ne naredi s tem usluga pravzaprav, če je vse na njenih ramenih. Točno to, ker v resnici povzroča voditeljstvo v osnovi ogromen stres. Pač to je ta mental workload, o katerem se zdaj veliko govori in veliko žensk izraža, da bi to fajn bilo, da bi tudi moški te stvari prevzemali. In točno to je res. Moški mora imeti to v svojem mentalnem okviru. Vse, kar se dogaja v njegovem življenju pod streho njegove hiše, oziroma njune hiše. Ampak recimo dober primer je, razlika je, če ne vem, doma je neko delo za narediti, pa je nekaj to, kar že dolgo čaka, in da v bistvu jaz to ignoriram. In to pač se s tem ne ukvarjam in si mislim, da bomo že enkrat. In da potem mi žena enkrat reče: pa tisto bi bilo tako namignen, mogoče najprej, tisto bi bilo pa enkrat dobro, da bi, pa grejo te dni, meseci mimo. Kdaj bi pa potem tiste, pa grejo spet meseci pa tako. Potem pa rata že konflikt, kdaj boš pa tiste, in potem v bistvu ti lahko rečeš: čakaj, zakaj pa to moja naloga? Čakaj, zdaj moramo jaz vse, in pol rata v bistvu čisto za brezveze konflikt. Če bi pa ti imel to v svojem miselnem okviru, pa vedel, da to je treba narediti, ja, pa še tako, razvijalo bi se celo tako, da bi se ona potem lahko branila tega dela. Recimo, da je to eno tako delo, ki bi lahko kdorkoli naredil. Zato, ker je že toliko v tej poziciji, da ona vsega sama ne bo. Če pa ti že v štartu rečeš: lej, zdaj pa tako, vidim, da so v naši hiši še te stvari narediti. Jaz predlagam, da to ti narediš, jaz bom pa tisti. In ona: ja, super, ja, deva. Ali pa mogoče bi kaj predlaga drugače, ampak če ona vidi, da ti o tem razmišljaš in da ti vidiš to kot svoj problem, bo ona zelo pripravljena sodelovati in prevzeti veliko stvari, ne pa, če more sama o tem razmišljati in skrbeti. To je moja izkušnja. Po moje podoben tudi pri situaciji, recimo, ko je doma za opraviti več upravil hišnih in recimo se zdelegira upravila tako, da vsak član nekaj prevzame. Se mi zdi, da imamo žene rade, če moški reče tudi otrokom: ti boš tole naredil, ti boš tole naredil, ne da vse na mamici ostane. To je točno del tega. A ne? To je moja skrb, da naši otroci delajo to, kar morajo delati. V resnici je moja skrb. Razen če jaz rečem: dej, a bi pa ti poskrbela za to, da ne vem, bojo šolske stvari tismo narejene, in jo pač jaz zdelegiram in spet na tak meh način, ne ukazovalno ali pa ne v bistvu vse dobro vodenje je v resnici nevidno. Se sploh ne čuti kot vodenje, ampak v bistvu kar nekako se zgodi, v bistvu kar nekako se stvari polaga na pot drugim ljudem in pol oni to odkrijejo in to se meni zdi v bistvu, da čist brez potrebe, toliko ene kontroverznosti to povzroča v naši družbi, to, da ta koncept, da moški vodijo in ne vem kaj. Ja, v resnici mislim, da smo poklicani zato, ker nam to povzroča manj stresa, ker radi več tvegamo, ker lažje prenašamo breme odgovornosti, tudi ko grejo stvari narobe. To mi je zanimiv primer iz knjige, kako Gif pravi, mislim, da je v knjigi, da recimo njegova žena zelo rada vozi in da pač on ima nobenega problema s tem, da pač ona tudi vozi avto, da recimo z daljše poti pa on reče: veš kaj, bom pa jaz vozil. In pač ona
to sprejema, ampak čisto iz tega vidika, če se pa karkoli zgodi, bi pa rajš on bil tisti, zaradi kogar se nekaj zgodi namesto nje. To se mi zdi tako Zelo plemenito. lepo, Ja, a ne? plemenito, ja. A ne, poskrbi v resnici vodenje, kjer on v bistvu služi oziroma poskrbi za svojo ženo. Ne? In to je za mene ta prava stvar. Ne, da bom jaz ukazoval drugim ljudem, zato da bojo se meni stvari dogajale in da se bom jaz imel fajn. A ne, ni to ideja. Mogoče celo neko obujanje nekih mal pozabljenih veščin kavalirstva oziroma tega, kako naj bi moški Tako? v družini pa v zakonu nekako Ja, točno to. bil, a ne, neka taka tle- drža. Tako, in tle se meni zdi bolj pomembno, kakor se mi je včasih zdelo pomembno, v bistvu kultivirati fante tudi v tem smislu, kako se obnašati. A ne? Kako se obnašati do ženske, kako govoriti z mamo, z žensko nasploh. Da pač med moškimi te stvari so bistveno bolj neproblematične, pozabljive v smislu, če se karkoli zgodi, gremo na pier. Ampak a ne, med odnosom ženske je drugače in to se mi zdi pomembno jih v to vzgajati. Recimo en dober primer je, nasploh se mi zdi, da odkar sem celo to knjigo prevedel in tako, veliko več pozornosti probam nameniti temu, kako poskrbiti, da bo moja žena manj stresa v življenju doživljala. Pa zdaj to ne pomeni, da pač ona sem leži na kavču ali pa karkoli, ampak take stvari, kot so recimo z otroki, ki se ves čas zaganjajo, v meje in probujejo in vse živo. In včasih, ko pride do teh konfliktov in tega, sem se jaz zelo distanciral, v smislu, če se je ona zdaj začela z njim kregati, ne se pač krega dalje, sej pač vsak pameten človek se ne bi kregal z najstnikom, ne? Ampak da tega nisem videl kot svoj problem. Ne? Ampak v resnici je, zato ker ona doživlja stres in na nek način je to moj problem. Jaz želim, da je moja žena sproščena, ker bova midva se imela bolj fajn, spolnost bo bolj laufala, vse te stvari in to pomeni, da recimo zdaj otroku, enemu, ki je včasih dosti teži v smislu, spet bom zabil, spet bo šlo to, slabo, ne? In to pri njej povzroča stres, ne? Pač ona kot mama očitno nekaj ni naredila za to, da otrok ne bi zabil, ne? In zdaj pač jaz probam ful to usmerjati procep. Daj se z mano ti to pogovarjaj, pusti mano primer, ti to njej, ko bojo stvari malo predelane, ko boš imel pod kontrolo, pa z njo to podela, ne pa da ti njej zdaj tle neke te frustracije, pa ne vem kaj izlivaš. V tem smislu. Kako pa se recimo tvoji fantje, sinovi so različno stari, a ne, od že orenk najstnika do malo mlajšega, tudi najmlajšega. Kako se oni recimo odzivajo na to, da si ti pač, bova rekla, gazda oziroma pater familias, tak ta prav? A to dobro sprejemajo fantje, ali bi probali pri mamici kaj vsem doseči, če vejo, da pri tebi ne bo? Pri nas je tukaj v resnici ena izmed tistih področji, ki ima stvari pomešano. Ona, pri nas doma konkretno, je tako, da Mica je bolj stroga. Se pravi, ona ima višje standarde glede otrok v smislu, kaj glede obnašanja, glede obveznosti, glede tako. Ne? In v bistvu jaz tle dostikrat, ne sem standarde, mogoče standarde še malo dosti podobne, ampak to popuščanje, meni je v bistvu težko na mrtvo vztrajati pri teh mejah. Ne? Jaz sem dostikrat nekaj zafrknejo, pa potem pač potem se že zdilamo za uno kazen, karkoli za posledice. Ne? Pri meni se da lažje nekaj zmutiti, ne? In je v resnici to problem. Je v resnici to problem, zato ker to pri Mici povzroči, spet moram sama, ne? In tle se v resnici tudi jaz še učim, ne? Kako držati uno strogo mejo. Lih včeraj smo imeli tako situacijo, ker se mi je srce trgalo, ker pač fantje nekaj zafrknil, smo se odločili tisti dan house arrest in pa se je pač odločil, da on bi šel s punco, ne vem, ven in ni mogel in je bila pač drama totalna. Ne? In jaz pač bi, ne vem, 1 leto nazaj vztrajal pri tem, da je to prehuda kazen, bi mehčal, ne, in bi pač na koncu. Ampak je ful pomembno, da lahko tudi Mica
žena spusti malo te svoje okope, pa da vidi, da se ni treba njej, da ni ona prva bojna linija za te stvari. No. Tako da, ja, to je moja naloga. In meni v resnici, se sem poklican za to in sigurno mi še vedno manj stresa to povzroča kot ženi. Vzameš manj osebno mogoče ali pa Tako, kakorkoli, je pač te to manj stvar obremenjuje. mojega biznisa, manj čustveno, a ne. Tako. In fantje verjetno pol to tudi začutijo na nek način. Ne? Sigurno, ja. Daj mi še par mogoče konkretnih primerov, no, kako se je tvoje ravnanje zdaj v enem letu, ti skozi to leto, lansko leto, ta razlika, kako se je tvoje ravnanje v zakonu ali pa v družini, recimo v neki čisto konkretni situaciji spremenilo zaradi teh, bom rekla, okvirov, ki si jih sprejel zase, zaradi sprejema svojega vodenja, prevzema odgovornosti. Skratka, če si pred enim letom ravnal kot fant, mogoče kako zdaj ravnaš kot mož. Ja. Jaz bi nasploh rekel čustveno občutljivost. Jaz sem pač, to je moja najbolj taka nemoška lastnost, da v bistvu sem bil vedno tak bolj nežen, čustveno občutljiv, a pa tudi fizično občutljiv. Pač moj prag bolečine je precej nizek in pri zobrci vedno moram 2 špunti. In se je to v bistvu odražalo v tem smislu, da so me hitro stvari prizadele, da karkoli, da v bistvu predvsem Mica je morala po kako se temu reče, host, previdno, da se ne bo kaj razbila, v tem smislu, ja, po prstih. In to, v bistvu zgraditi si eno čustveno odpornost, in to je pa mogoče predvsem, ko res globlje začneš doživljati, da imaš od Boga dano dostojanstvo, samo zato, ker si in ne rabiš, moraš ratati neodvisen od kakršnekoli potrditve od svoje žene, ker žena te ne more nikoli potrditi, lahko ti daje potrditve, ampak potrditi te pa ne more. In ja, ta čustvena odpornost, ker to potem na vse vpliva, ker takoj, ko jaz nisem več defenziven, ko se ne maščujem več, ko v bistvu vse te stvari nekako odpadejo, potem se lahko v resnici začnem spraševati, ok, kam hočem peljati svojo družino v tem življenju, v ta svet, na kakšen način, kako lahko skrbim, da bo nam čim bolj zanimiv, da bo življenje tukaj, ne pa eno tako, ja, to varno, dolgočasno zavetje. A bi rekel, da je to tudi na nek način, če zdaj govoriva še o neki presežni komponenti, tudi neka pot k zveličanju, tvoja osebna in tudi družinska, torej da imaš tudi to odgovornost za družino, pelješ po pravi poti, ki vodi enkrat nekoč k Bogu, a ne? Pa še moje podvprašanje, ali je ta knjiga, ker se zelo močno naslanja na vero, na Boga, tudi na Sveto pismo, nekako vplivala tudi na to, kako ti gledaš na te stvari ali pa na tvoje čisto osebno doživljanje vere Boga? Ja, jaz sem nekako sebe videl do lani kot agnostika in tudi, čeprav sem pač veliko v teh katoliških krogih vpleten na različne načine, ampak nikoli pa nisem, v resnici nikoli nisem začutil, ja, to je resnica. In sem se vedno predstavljal, da bo pač, če bo Bog daj, če ne bo, ne bo, in se nisem s tem niti prav kaj več ukvarjal. Potem sem pa ugotovil, da razlog je bil tudi v tem, da nisem stal v svojem okvirju. Da sem se mogoče, da je ratala ta moja drža zelo stvar identitete in da bi bilo kar malo nepredstavljivo, kako bi to sploh izgledalo, če bi se jaz preobrnil, joj, pa to, to nisem jaz v tem smislu. Ampak potem sem čist razumsko prišel do tega, da če je to razlog, da ne iščem, da se ne s tem ukvarjam, pa je to zelo napačen razlog, zelo problematičen, ker to spet nisem v svojem okviru, ampak sem nekje zunaj. In ko sem do tega najprej prišel, sem se potem lahko začel aktivno ukvarjati s tem, okay, kaj v resnici jaz verjamem, zakaj drugi ljudje v resnici verjamejo. In kako malo več sem se začel te stvari poglabljati, pa tudi čiste nedoločene stvari, mislim, da je Bog dal na pot. In ljudi. In potem pač nekako na koncu leta sem nekako prišel do zaključka. Verjetno je Jezus res vstal, ker če ne, 12 ne bi dali svojega življenja za to. Ker oni so v resnici
vedeli, kaj je resnica iz prve roke in za laž ne daš življenja, če veš, da je laž. To je v bistvu osnova moje vere. Zelo razumsko na koncu, kar me je presenetilo. In ja, to je po mojem v bistvu največji sad celega tega procesa za me osebno. In pa tudi za mojo družino, ker v resnici in tle je Mica potem enkrat rekla, veš, ker so se o tem vodenju pa vsem tem pogovarjala, je rekla, ampak tle pri duhovnosti, tle pa res čutim, da moški mora biti duhovni vodja družine. Mislim, če je že vse drugo, tudi mogoče ne čisto vedno vse, ampak tukaj pa sigurno. In tle imam pa še veliko za narediti. No. Kaj to pomeni, kako to prevzeti odgovornost, za v bistvu to, da otroci pride do osebne vere, saj ne morem narediti ne vem kaj, ampak lahko pa definitivno vplivam na to. Tako da si te tudi sam zgled v bistvu svojim sinovom na tej poti vere oziroma Ja, pričuješ mislim, pravzaprav. Ja, mislim, da jih sigurno nagovarja, da pač ne je drugače, če vidiš svojega očeta v tej vlogi. In ja, upam, da bojo tudi oni šli na to pot. Zelo lepo. Dajva za konec še tako nešaljivo vprašanje, ampak tako, daj mi 5 kratkih nasvetov, ki bi jih dal ti svojim sinovom 5 ali pa njihovim kolegom v zvezi s puncami. Da rečeva, snemamo trailer, kaj punce hočejo, v resnici od moškega, od odnosa. Kaj bi rekel, 5 nekih takih, ki bi jih mogli fantje vedeti, tako navodila za uporabo? Ja. Jaz bi rekel najprej, oziroma tako, razmišljaj in ukvarjaj se s tem, kaj pomeni biti moški in kaj pomeni v bistvu iniciacija iz fantovstva v moškost. V bistvu za mene je bila ta knjiga moja iniciacija na nek način. Ne. Ker to, da sem jaz ratal čustveno odporen, da sem prevzel odgovornost za stvari, da imam višje standarde in tako naprej, to, kar sem pregovoril, to je v resnici to, kar bi želel oče svojim sinovom dati med 15 in pa 20 letom, da naredijo ta prehod. Ne. Tako da v tem smislu, ja, predvsem se ukvarjaj kot fant s sabo in v tem smislu s svojo rastjo, ne z pričakovanjem, kaj vse bi punce morale, pa ne vem kaj. In če boš ti dec, a ne, to bo avtomatsko privlačno za punce. Ker pač puncem je všeč fant, ki je samozavesten, ki ve, kaj hoče in te stvari se da na njih delati. Čustveno odporen, a ne, se pravi, ne nekdo, ki se užali za vsako stvar. Ena stvar, ki vedno pravim, postani neužaljiv, ne, za vsakega moškega. Postani neužaljiv. Nobena stvar v resnici te ne sme užaliti. Če ljudje začutijo, da si zamrljiv, če tvoja žena začuti, to je taka šibkost. To je toliko težko se zanesti na človeka, ki je zamrljiv. Ne. Nikoli ne veš, kaj bo. A ne. In, tako da ja, to je po mojem res ena izmed najpomembnejših stvari. Pa v bistvu na vse stvari, ki ti povzročajo frustracije, žalost, stres, se probi odzvati s čim več humorja. A ne. V bistvu tle, tudi ko gre za ta frame testing, a ne, tudi v knjigi je dosti fajn to razloži, kako se pogovarjati s punco, kot je ona pokritizira kakšno stvar, a ne, lahko se užališ, pa pač se stvar zaključi, ali pa dobi občutek, da si rahel. A ne. Pa to ne pomeni igranje zdaj neke, a ne, v bistvu ne biti avtentičen, a ne, ampak naučiti se iskreno biti tak. To je pot. A ne. Tako da to bi rekel, pa tudi v bistvu prevzemati odgovornost, recimo pri spolnosti. No, tle je v bistvu ena take svetlih točk v knjigi, se mi zdi, a ne. Dostikrat je ta dinamika pri fantih pa puncah, ne, da pač fantje probujejo doseči, kar se le da, in so ponavadi punce tiste, ki morajo meje postavljati in reči, ne, jaz bi pa to še bo počakala, ali pa kakorkoli. Daj to breme ti njej odvzemi. Daj ti poskrb za to, da ne bosta šla preko tega, kar je njej sprejemljivo. Pa v resnici, kar je tebi sprejemljivo. Kakšne imaš ti standarde? Spet imej ti višje standarde za vaju,
od nje. Ne. To recimo se meni zdi tako ta prava pot. Super si nasvete dal. Za mlajše in bova rekla, že za zrelejše moške, mislim, da čisto ekvivalentno, da lahko vsi veliko od tega dobijo. Mogoče ti dam za konec še besedo, si želel povabiti na dogodek, ki bo z avtorjem? Ja, se pravi, knjiga je prostovoljen projekt, ves izkupiček zaenkrat je namenjen temu, da smo kupili letalske karte za Gifa in njegovo družino, tako da pride za 2 tedna konec maja v Slovenijo. 29. maja v petek bomo v Antonovem domu na Viču imeli dogodek, kjer bo v bistvu podpisovanje knjig, pa pogovor z njim, pa vprašanja zanj, tako bo kar tak mal daljši dogodek, tako da vsi lepo vabljeni, no, kdor je pač to knjigo že prebral ali pa tisti, ki jo še bo. Pa nasploh, če vas to področje zanima. Ti se boš lotil tudi sam delavnica, ne, na to je tudi temo? ideja, se pravi, Ja. jaz sem lani sem bil udeleženec tega njegovega programa Reforged To je bil Marriage. spletni tečaj, To je ali kako? spletni 7-tedenski program, ponovno skovani zakon, dobesedni prevod v slovenščino. Letos sem bil zdaj v tem obdobju že kot nekako vajenec na tem njegovem programu, tako da poleg enega še drugega gospoda pa njega sta še mene povabila zraven. Tako da zdaj se tudi jaz malo učim, kako pomagati moškim. In ideja je, da bi potem skupaj z njim v Slovenijo to pripeljali mogoče jeseni, da bi lahko tudi v Sloveniji v bistvu ponudili to pot. Ker eno je, da prebereš knjigo, drugo je pa, da v bistvu greš na 2-mesečno pot spreminjanja svojih pogledov, načinov obnašanja, ki pol v resnici imajo neke dolgoročne posledice zate in za družino. Super, ti želim srečno na tej poti še naprej, tvoji Hvala lepa. osebni, vaši družinski in tudi na poti tega, da bi rad te dobre nauke in to filozofijo razširil tudi med čim več moških v Sloveniji. Hvala, Hvala Nejc, lepa. da si bil moj gost danes v oddaji Reflektor. Se priporočava za kakšen všeček, za kakšen komentar, za kakšno tudi vprašanje bova odgovorila, Ja, če se bo veseljem. pojavilo. Vam se pa zahvaljujem za ogled in lepo se imejte.